Ljudi moji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danes vam bom predstavil, spet so mi Kinezi poslali en paket in sicer Himzo polovina. Tokrat bomo dejansko naredili unboxing tega njihovega Himota. Glej, če dobim džabe kolo, zakaj ga pa tudi ne predstavil. Po izkušnjah sodeči, tale Himo isti kot na Ado. Kakor sem gledal po netu, je v bistvu čist enak, sam pač da ima oske gume. In oni meni pišejo na e-mail in pravijo, jaz sem John iz Kine, jaz ti John, ti si Jing Jang. Imamo en kolo zate, a bi ti dejansko ga predstavil. In pravim jaz ja. Veš kaj sem pa prebil? Hej, a bi ti nam ga vrnil? Pa kvaj s tabo človek, jaz mu vzel kolo, razstavil, pokazal folku in potem moram vračati. Kje je logika, star? Sem rekel, ne, hočem kolo. In dejansko sem jih prepričal, da mi dajo spet ta kolo, ki se bo ubil za na morje. Tako da dejansko tole bo darilo za mojega brata in mojega potra. Evo ga, sedeš. Ja, v bistvu tam ima vzad tako drugačno ledico. To ne rabimo. Polivc, to je električen kolo. V bistvu vam bom tukaj napisal, kakšne so njegove specifikacije, ker nimam pojma. Pedala, full kartona in kolo je tako kar dobro zapakirano. Kolikrat sem rekel zado, tam imajo jih v Evropi, v teh skladiščih. Jaz sem ga dobil dobesedno v 5 dneh. Sama, veš, Kinavci, rekel sem, dajte mi poslati blatnike, pa zadnji paksic. Bomo, nič niso poslali. Zakaj niso platijo, ne? Aja, tukaj imam še neko orodje. Ajde ga izvučem. Evo ga. Kolešček. Se pravi, to je tako kolo, ki se ga da sestaviti, da ga daš v avto, gepek. Poglejte si ta posnetek o Adu, tu tam vam vse kaže. V bistvu to je ista fora. Samo da je ta malo manjši, oziroma ima belejše gume in je mogoče malo bolj neroden, ampak je bolj frajerski. A ja, lej ti frajere, stari, dobil sem tukaj še blatnike. To bo fotor vesel. Dejansko so ga še malo bolj zaščitili. Veš, oni grejo, oni glume kao Evropa, veš, se mi smo navajeni, da so te kitajski izdelki bolj v kurcu, ampak, glej, se trudijo, da nam osvojijo srca. Joj, za gumice kao kondomčiči. Gume so prazne. So, glej, kaj zdaj hudo, BMX Race. Kje so tisti časi, ko so BMX-i bili popularni v 80-ih? To si ga moral imeti, obvezno, vsak mulc ga je moral imeti. Mogoče sem se pa le malo zmotil, pa ni čist enak, kakor v Ado. Tukaj ga zatakneš, sam pritisneš, to daš tukaj not. On se to tako obrne, pa tukaj dejansko zategneš. Zdaj, ko smo zategnili, imamo tukaj šlift. Plak pritisnemo in to je to. Damo sedež noter. Vse ima neki tazga. Ugleka ima tukaj še luknjo za cifro. Pazil sem, da ketna je padla dol, tako da moram še ketno dati gor. Zdaj vi veste, da tole je napenjalc ketne in če hočeš dati ketno gor, moraš vedno ta napenjalc dobesedno poriniti dol. Veš, in potem sam spustiš, dejansko je ketna na zobnikih. No, moramo še tukaj malo popraviti. Damo recimo na drug zobnik, pa se pa že poravnal. Pa pedala damo gor. Na pedali gor piše leva, pa desna. In če se obrnemo proti tej strani, leva je na tej strani, desna je na tej strani. Vzamemo ključ 15 in samo udri po sirotinji. In tele pedale so zložljiva. Sam bum. Zdaj moramo še tole malo nastaviti krmilo, ker je preveč dol. In to je čisto odvisno, kolikor ti paše. Nekako takole imam jaz. Vidiš? Tako. Bremze so iz pleha, niso plastične. Shimano 7 prestav, oziroma 6 prestav. Zvonček. In ključi za baterijo. Zdaj meni tukaj kažejo 2,8 bara do 4,5 bara. 4,5 bare. Trdo kot kamen. Gremo še spredno. Štiri pa pol bare smo dali. Zelo trda guma, upam, da ne bo hitro počela.
Zdaj bi rad videl dejansko, kako se tole čudo pržge. Dobili smo navodila zraven, ki so kar taka lepa, za Kitajca so full wow, da bi se na angliščini in vsem. In grem jaz pogledat, kako se tole čudo pržge. Tukaj imate tako navodila. In pržgeš ga, tukaj vzpod ima za pržgati. Tukaj vzpod ima gumb, držiš, se pravi plus, minus, klasika, to ti je eko, da ti najmanj pomaga, da ti srednje pomaga, da ti full pomaga. Tukaj imaš pa koliko kilometrov si prevozil, pa koliko je trenutna vožnja, na desni strani ti pa kaže baterijo. Če držim tako, s tem osvetlite dejansko svoj števc, pa pržgete lampico, pa ugasnete tudi s plusom. Zadnja se pa na roko. Pri zadnji lučki se da pa ven tole varovalo. To je v bistvu zaščita za baterijo, da ne prije stik pa da se ne porabi. Vidimo tukaj eno kresničko in gumbek za prižig zadnje lučke. Ni nobenih utripanj, vem, samo klasika. Lahko bi dal tudi malo utripanja. Zato, da imaš več problemov z izbiranjem, kakšno lučko bi rad imel zad. Se pravi, imaš kresničko, lučko, spet imaš kresničko, lučko, tu bo se zraven ključe, tukaj pritisnemo to not, to damo tako, pa tako, tukaj not je baterija, daš ključek not, potegneš vam baterijo, 36 voltov, charge voltaža je 42, capacity 10 amperskih ur, se pravi lionska baterija, 360 vatov. Se pravi, če vam baterija crkne, je enostavno zamenjati, zato so dali ključ, itak sem narobe obrnil, ker moram vedno zajebati. Daš skup, hop, in sam tega porinaš in ti se voziš. Polnilec klasičen, po mojih imam že ene 5 komadov. Tukaj imam pa tako lepo narejen protivodni čep. In noter daš pač kabel, vštekaš v elektriko in on se fila. Se pravi, tole je Himo Z20, bil sem prepričan, da je enak k Ado, ampak ni, je dost manjši. Neke stvari ima podobne, neke stvari ima drugačne, ampak ja, koncept je enak. Sprednji diski, zadnji diski, res da so nazaj, niso na hidravliko, ampak so vse diski. Shimano prestave, baterija 360 vatna, elektromotor s 3 stopnjami, nastavljiv sedež, tanke gume s tistimi blatniki, katere moramo še dati gor. In ko bomo blatnike dali gor, grem jaz pogledat, kako se tole kaj vozi. Zdaj imamo eno presenečenje, sicer dobili smo 2 para blatnikov. Eni so kratki, ki so plastični, spreden pa zaden, pa dolgi, ki so pa kovinski. In dejansko bom jaz tele kovinske uvalil na tega, te plastične bom dal pa na Ado, tako tam jih nimam, ne. Res, da so malo preoski, ampak bolj to kanač. Eni so bolj taki piflarski, eni so pa bolj frajerski. Jaz bom dal piflarske njim. Dobili smo še takele nožice za tele, zdaj kjer je spreden, kjer je zaden, piše nič, tako da se mogo malo poigrati, ampak predstavljam, da je ta krajši je spreden, ta daljši je zaden in to gre takole in tukaj grejo tele. Če pa damo frajerske, veš, frajerski je pa takole. Ok, zadnjega smo zrihtali, nekako smo tole vse skup naštimali, potrdili, malo smo tudi nakrivili, da paše, tega pa še spredenga. Takole. Zdaj se tukaj tale drgne ob gumo, moramo malo dejansko nakriviti, to naštelati in gremo sprobati ta kolo. Da ga pržgemo. Bomo prvo dali na low, eko, kakor oni pravijo, pa piči. Pa letijo! Čist sem se ga usuzil. Tako, prvi vtis, ful je agilen, ful je lahek, predstavlja v redu. Je pa švohnej koliko Ado. Zdaj pa postavil Adota, pa tega znam, da vidimo razliko med njima dvema. Dragi moji ljudi, predstavljam vam Himzota in Adota. Prva razlika je več kot očitna. Če pogledam na desni strani, Adot je večji.
sama konstrukcija je na enak način, ampak je čist drugo kolo. Tale Ado ima v bistvu amortizerje tako kot motor, upside down, tale nima amortizerja niti spredi, kolesa so večje oziroma po moje feltne so enake, samo da ima ta širše feltne in širše gume, ta ima ožje gume, menjalnik je čist enak, po moje motor noter bi bil tudi po moje enake moči, čeprav mislim, da je ta močnejši na prvo roko, tale tukaj ima boljši krmilnik kot ta, oziroma več podatkov dobiš, tale ima malo manjši, ampak za samo uporabo je dejansko tale boljši, ker je manjši in lažji, je bolj primeren za potovanja. Ta je malo glomazen pa malo težek. Je pa definitivno tale bolj, kako bi rekel, upadljiv v oči. Zdaj pa vse odvisno, kar rabite. Prav, če se gremo pobliže pogledati, vidimo, da je tale drugačen kot un, bolj primeren mogoče za dame, ta je pa bolj primeren za dece. So kvalitetni za ta denar. To je slabega jurja, so ta kolesa. Če bi to bilo 2 jurja, pol se ne bi splačal, a drugače za jurja se splača, oziroma dejte šanso, no, če boste gledali, da bi en kolo imel električen, da se vam da glih v klanc gurat, da hočete tu službo, pa ne se čist prešvicati, pa to je to pravi naslov za vas. Oba sta limitirana na 25 km/h, kar je v bistvu dovoljeno v Evropi. Tega vem, da se da shekati. Tega pa ne vem, ampak po moje s časom se ga bo dalo tudi tega shekati, če hočeš še hitreje, ampak če mene vprašaš, najbolj se držati nekako te hitrosti, zato da tudi baterija dalj časa zdrži. Če vas zanima, kaj je v teh biciklih, dol imate link. Hvala lepa za ogled, like, share, subscribe. Če pa komentiraš dejansko, če imaš kakšen tak kolo ali pa imaš kakšne izkušnje, pa tudi fajn, da imam kaj za brati, pa tudi kaj za odgovarjati. Hvala, pa se vidimo.